Pozdravljeni! Končno se vam javljamo s šolskih hodnikov. Pred vami je že 97. oddaja Aktualno na GFML. Tokrat jo namenjamo kulturnemu udejstvovanju, ki kljub pouku na daljavo ni zamrlo. V proslavi ob Prešernovem dnevu smo preplet ljudske pesmi, dijaške poezije in gledališke ustvarjalnosti nagradili s pogovorom z glasbenikom Vladom Kreslinom. Kultura je živa kot jezik in v kulturo vključujemo tudi ljudsko izročilo. Torej, vi ste poznani po tem, da ohranjate prekmursko ljudsko izročilo in ga preigravate, mu dodajate tudi osebno noto. Kaj ljudsko glasba nosi v sebi, da pritegne glasbenike in ostale umetnike? Ja, veš, kaj to je verjetno pri vsakom malo inači. Jaz bi pa reči, da je eno od teh momentov, ki te pripelje nazaj, izvira tvoje biti, tvojega, tebe. Iz Sulejta, Sulejta, ko prideš v eno določeno leta, se pač z leti se če dalje bolj oziraš nazaj, se vidiš, da zdaj, naprimer, kaj pa zdaj, največ se je izseljevalo v Ameriko, Zdaj moda v Ameriki, ko vsi iščejo svoje korenine v Litvi, pa v Ukrajini, pa v Sloveniji, pa zdaj posod, Ker so zdaj to čutili te generacije, ki so toliko stare, Oziroma druge generacije že, ki se leti v to provočil sploh, In te ideš k sebi in mogoče je drugi element še ta, da smo se ljudje nekako malo emancipirali, da je to največ, kar je, moramo roko na srce priznati se, da so to bili taki rahli tabuji v srcih ljudi, ko so se izseljevali. Tudi, ko so se izseljevali, je pač najboljše se znajti, če se čim bolj narediš tako, da si njihov, Isto mi, ko smo prišli v Ljubljano, ali kaj pa pol po ljubljanski govoriti in tako naprej, Zdaj pač splošna zavest je tako narasla, da zdaj je okej, sem pač totalni, kam mi manjka, Ta nek še širša emancipacija, ki je bila povezana tudi z globalizacijo vsem živim, Mislim, ne nazadnje internet in vsem, kaj pač tudi svoj paš, Poslušaj. Kaj? Ne slišim. Poglej. Kam? Ne vidim. Nebo. Poglej ga, kako čarobno, kako svobodno. In ptice, kako z vetrom jadrajo lahkotno. Meglica tam zunaj jasne potice briše, s kapljami rose moje lice obriše. Meglica tam zunaj ravnico kali, z mojo rojstno dušo guč moj trpi. Spim se, zaplavam. V gosto meglico ta narisan, nejasen svet. Plavam, se potopim, iščem gladino in miren spomin. Počasi. Počasi, z meglo postajava sorodni duši. Počasi skupaj drhtiva. Počasi, iščeva konec, svobodo, ki jo obljublja nebo. Svobodo, ki si jo tako želiva. Padem na surova tla. Spoznam, da duša tukaj nikoli sama ni bila. Spomini. Zdaj spominjam se dni, ko po tej ravnici videli smo se.
Fotozgodbe, koreografija nihanja in filmska adaptacija legendarnih pravljic ter gledališki točki Utrink in Live so tvorili produkcijo umetniške gimnazije pod ugasnjenim reflektorjem. Na svetu smo že milijone let. Zmetali v veter, nešteto besed. In vsak, kdor se na svet rodi, od zibelke do groba govori besede. What if it's not Ken but Barbie? Why should she have to say sorry? Tell me, do you even listen to all the dumb shit you're slipping? Se narava ve, kako poseben dan je danes. Vsi se bojo drevesa cvetov in topli sončni žarki nam božajo obraz. Rada kar živori od življenja. Princeska je tisto noč hitro zaspala in sanjala prekrasne sanje o lepem princu, ki ga bo naslednje jutro spoznala in očarala. Spet se je spet to pripetilo. Spet! Kdo si drzne? Gre za stvar nasledstva. Kaj bom, če ne bom imel potomcev? Živimo na robu teme in luči. Nad prepadom brez dna. Kazalci na naši notranji uri kažejo čas. Delaš, kam greš? Potrdilo, prosim. Ura je 9, ne smeš biti zunaj, ne smeš sedeti tukaj, ne smeš delati tega. Pojdi levo, pojdi desno. Življenja, kot smo jih bili vajeni. Želim imeti veliko prijateljev, želim biti srečna v življenju, želim imeti vse, kaj si jaz želim, ampak mi nikoli ne uspe. In zdaj še to. Dnevi minevajo, v meni se pa nič ne dogaja. Ušesa več ne slišijo besed, vse gre mimo mene. Ure minevajo kot sekunde, v meni pa dolg čas. Ne vem več, kdaj sem nazadnje pogledala v svetlobo.
Seveda moja naloga je, da vas nasmejem. Saj sem namreč klovn. A ne na takšen način. Sprehajam se v dolgi tanci. Nič posebnega ne nosim. Nič takšnega na meni ni. Ako me vidiš ti, točno ti, pokažeš name s prstom in se smejiš. Zdrobila bom ta lepa jabolka, ki bodo jih pojedla vsa lepa dekleta. In bom jaz tista najlepša na tem bednem svetu. Tako še zadnje jabolko je končno končano. Ta stara mačeha res misli, da bo uničila svet z neko neumno vrsto jabolk. Razen, če se lotim uresničitve mojega načrta in tako uničim svet. Na šoli ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Slovenije mesečno gostimo znane Slovence, ki so s svojim delom, vplivom in uspehom soustvarjali čas slovenske samostojnosti. Marca smo gostili Iztoka Čopa, vrhunskega športnika, ki je dosegel izjemne uspehe v veslanju. Kako ste usklajevali šolske obveznosti s treningi in tekmovanji? Kar je šlo, no. Zdaj vaš profesor bo malo zastrigel, ker pa na faksu je bilo to malo drugače, ampak srednja šola ni bilo takega problema, čeprav nisem imel formalno nobenega statusa, vseeno sem imel zelo dobro razredničarko, ki je potem, ko so se začeli uspehi tam nekje v 3. letniku v mladinski konkurenci, sem imel praktično kar proste roke, seveda pa nobenih popuščanj pri testih ali pa odlogov testiranj, preverjen znanj, tako da to ne, lahko sem pa manjko in mi ona opravičevala kar lepo, tako da nekako je šlo, nisem bil briljanten učenec, zavedal sem se pa, da dokler bom normalno izdeloval šolo, da potem tudi problemov s treningi in z odsotnostmi ne bo, tako da sem nekako balansiral tisto minimalne standarde dosegel, da je vse skupaj funkcioniralo. Kar se treningov tiče, pa nekje tam od 16. leta naprej, tam pa ni bilo pol popuščen. Mogoče sem bil prej manj resen, potem, ko so se pa nekako rezultati začeli, sem pa tudi grizel bolj resno, pa tudi moram reči, da Denis je bil pa še bolj osredotočen, kar se treningov tiče in me je pač dodatno prisilil v to, da nisva spuščala praktično nobenih treningov. Leta 1991 ste skupaj z Denisom Žvegljem na svetovnem prvenstvu dosegli srebrno medaljo. To se je zgodilo že potem, ko je Slovenija razglasila samostojnost. Bi nam opisali tisti čas in predstavili občutke, ki ste jih doživeli? To so bili pa ena najlepših let, lahko rečem, takrat 91, 92. Jaz sem prej nastopil tudi za Jugoslavijo, no formalno tudi še leta 91, ampak mi smo vsi, rekel, kar začudeno gledali tujce, kako s ponosom nosijo svoje drese, svoje zastave, pojejo himne ob razglasitvah. Mi tega do Jugoslavije takrat nismo čutili, klima je bila taka, da smo kar nekako rekel, ne preveč lepo gledali na državo. Potem se je pa to 91. spremenilo, tisti nacionalen ponos, z veseljem vihrati slovensko zastavo. Jaz lahko rečem, čeprav smo na Dunaju veslala uradno še pod jugoslovansko zastavo, ob razglasitvi bilo množica navijačev s slovenskimi zastavami, tudi midva smo sicer imeli zelo nevtralne drese, brez napisov, ampak na razglasitvi sva dala gor Slovenija, moja dežela majice, zaradi česa sem kasneje izvedel, da je bil protest in bi bila skoraj diskvalificirana zaradi tega, ampak tisti ponos takrat, ne vem, sploh se ga ne da več opisati, kaj je bilo to. Pa potem leto kasneje z osvojitvijo prve medalje na olimpijskih igrah in
to pogrešam, da danes jemljemo državo kot samoumevno, poleg tega pa, rekel, politika nas mogoče vodi tako, da imamo slabšalen odnos do države, ampak kar pa ni prav. V bistvu smo država, mi vsi, ne tistih 10 ljudi, ki jo vodi. Prepričana sem, da ste ponosni na prehojeno športno pot in dosežke. Kaj pa se lahko mladi danes naučimo iz vaše zgodbe oziroma kaj bi nam svetovali? 2 ali pa 3 stvari. No. Prvo, kar je, tisto, za kar se odločite, da boste delali, delajte z veseljem. Oziroma, če delate z veseljem, potem se splača vztrajati, se splača tudi žrtvovati veliko časa, veliko energije, ker to vas bo tudi peljalo nekam in vas bo tudi navdajalo zadovoljstvo. Ni na koncu samo rezultat, seveda je rezultat imperativ, pa vse, ampak na koncu pogruntaš, da, kot sem prej rekel, tista pot je bila meni boljša, izzive si iskati, dokazovati predvsem sam sebi, ne okolici, kaj zmoreš, a lahko še to narediš, pa ves čas razmišljati, kako lahko kaj izboljšam. Na kamorkoli grem, na kjeremkoli področju, kakšne informacije dobivam, jaz sem to zmeraj nekako poskušal kaj uporabnega za veslanje to dobiti. To po drugi strani tudi, rekel, šolo, bom rekel na žalost, na srečo, šola je pomembna, ne samo zaradi formalne izobrazbe, ampak tudi zaradi širine. Tudi v športu, če si razgledan, če pobiraš informacije z področji, kjer misliš, da nimajo nobene veze, povsod, vse izkušnje so marsikje koristne. Tako da jaz bi to položil na srce, pa seveda ne se izogibati zabavam, tudi to morate imeti, čeprav v teh časih je to skoraj bogokletno, kar zdaj govorim, ampak mi smo dali, jaz lahko rečem, da nisem bil zaradi športa, nič prekrajšan, seveda vse ob določenem času z določeno mero, tik pred svetovnim prvenstvom je bilo tega manj, izven sezone malo več, ampak mislim, da v svojih mladostnih letih nisem nič zamudil in potem tudi nisem čutil nobene potrebe, da to nekako not prinašam. Tako da razmislite, kaj vas veseli, kaj si res želite, pa vzemite si čas za ta razmislek, zato da potem ne obžalujete. Nikoli pa ni pot lahka in ne preveč. Še to rečem, določite si smer, kam bi radi šli, potem pa vseeno je treba vztrajati tudi takrat, ko ti ni všeč. Ker če nek vidiš ovire, pa zamenjaš špuro, če temu tako rečem, to ne bo pripeljalo nekam. Ob koncu najinega pogovora bi se vam zahvalila za vašo prijaznost in pripravljenost na pogovor. Hkrati bi vas povabila, da predate vaše sporočilo nam mladim dijakom gimnazije Franca Miklošiča. Jaz bi samo rekel, bodite odločni, delajte tisto, v kar verjamete, pa bodite tudi mladostno naivni, mladi svet spreminjate, mi smo že malo konzervativni, vi ste pa še zaenkrat nesmrtni, tako da postavite se za tisto, kar verjamete, da je prav, pa boste kolegijalni drug do drugega, tudi če se ne strinjate med sabo. Pa športajte. 7. marca mineva 130 let od smrti veličine slovenske in svetovne znanosti, jezikoslovca, slavista, filozofa in pravnika, doktorja Franca Miklošiča. Že več kot 20 let v bistvu obeležujemo obletnico rojstva dr. Franca Miklošiča, ki je 20. novembra in takrat v tem času organiziramo na šoli Miklošičeve dneve, ki so predvsem namenjeni tako predstavitvi Franca Miklošiča, njegovega življenja in dela našim dijakom, kakor tudi povabilu znanstvenikov z različnih področji, ne samo z področja jezikoslovja, ampak tudi humanistike, družboslovja, naravoslovja, kjer v bistvu promoviramo znanstveno dejavnost. V tem času ponavadi tudi dijaki prvih letnikov obiščejo njegovo rojstno hišo v Radomeščaku, medtem ko pa dijaki drugih letnikov odpotujejo na Dunaj, obiščejo tako imenovani Miklošičev Dunaj, grejo v preddverje Dunajske univerze, potem v Dunajsko dvorno knjižnico in na koncu še seveda tudi na pokopališče. Zdaj, tudi v letu 2020, kljub temu, da je pouk potekal nadaljavo, smo obeležili Miklošičeve dneve
z različnimi projektnimi dnevi, z različnimi predavanji, aktivnostmi, seveda nadaljavo. Nekatere aktivnosti smo takrat načrtovali, da jih bomo lahko izvedli sedaj spomladi ob obletnici njegove smrti, 7. marca leta 1891, torej pred natanko 130 leti, se je zgodil ta žalostni trenutek. Ampak vseeno, tudi sedaj spomladi nam čas ni preveč naklonjen, zato smo petek, 5. marca izvedli projektne dneve, kjer so dijaki spoznavali Franca Miklošiča kot zgodovinsko osebnost, Miklošiča kot jezikoslovca in poliglota in pa Miklošiča kot znanstvenika. Dijaki so predvsem, najprej je bil nek uvoden strokovni del, k sodelovanju smo povabili znanstvenike, strokovnjake z različnih področji in to predavanje, ta uvod je bil potem izhodišče za nadaljno samostojno delo dijakov in pa skupinsko delo dijakov, ki so na podlagi navodil potem izvajali določene naloge, prebirali znanstveno literaturo, iskali razno znanstveno gradivo, ga interpretirali, potem v skupinah obravnavali in ob zaključku tudi predstavili svoja dognanja svojim sošolcem. Ob koncu pa še ena raziskovalna naloga naših dijakov. Zagotovo ste že slišali za sladkorno bolezen, saj se pojavnost le-te iz leta v leto močno povečuje. Sladkorna bolezen danes pesti že več kot 460 milijonov diabetikov, ta številka pa bo v prihodnje še narasla. Zato trdovratno boleznijo je pred dobrimi 7 leti zbolela tudi moja takrat 3 leta stara sestra, zato dobro poznam vse tegobe, ki sladkorna bolezen tipa 1 seboj prinaša. Vendar sem se ves čas spraševal, zakaj sladkorne bolezni tipa 1 ne moremo zdraviti kar s tabletami, tako kot druge bolezni, in zakaj morajo sladkorni bolniki ves čas seboj nositi inzulinsko črpalko. Vendar sem dokaj hitro dobil odgovor na to vprašanje, in sicer je odgovor to, da je kisel pH v želodcu takšen problem, da pravzaprav razgradi inzulin in s tem uniči njegovo učinkovitost. Ker pa je Brina lansko šolsko leto raziskovala aerogele, najina mentorica Gabriela pa je imela zanimivo predstavitev o teh sodobnih materialih, smo se odločili, da združimo našo vizijo, da olajšamo življenje sladkornim bolnikom, naše znanje o teh sodobnih materialih aerogelih in seveda zanimanje za kemijo in nastala je ta zanimiva raziskovalna naloga. Odločili smo se torej pripraviti aerogele, ki so zelo lahki in porozni materiali, ter zaradi teh svojih edinstvenih lastnosti zelo dobri nosilci aktivnih učinkovin v telo. Pripravili smo jih po postopku Sol-gel sinteze v raztopino alginata v vodi, ki je gelirala, smo vnesli inzulin s pomočjo difuzije z etanolom, nato pa smo te aerogele posušili v napravi za superkritično sušenje z superkritičnim CO2. Iz tega smo potem dobili tako neke vrste tabletk, v katerih je bil inzulin, prevlekli pa smo jih še s hitozanom, ki je zaščitil te tabletke pred sproščanjem v kislem pH-ju želodca. Torej, inzulin je anabolni in antikatabolni hormon, ki znižuje raven krvnega sladkorja, saj je pri diabetikih raven sladkorja v krvi previsoka. Pripravljene aerogele smo preizkušali z večjimi metodami. Naredili smo TGA in DSC analizo, kjer smo raziskovali njihovo toplotno stabilnost, FTIR analizo, s katero smo določali funkcionalne skupine, ki jih vsebuje aerogel, absorpcijo dušika, s čimer smo merili velikost oziroma specifično površino por v aerogelu. Pripravili pa smo tudi in vitro sproščanje, kjer smo opazovali, kako bi se aerogeli, torej inzulin sproščal iz aerogelov v simuliranih pogojih črevesja in želodca. S TGA in DSC analizo smo dokazali vsebnost inzulina v aerogelu, kajti primerjali smo alginatni aerogel z inzulinom ter brez inzulina in kot vidite na spodnji krivulji smo opazili karakteristični pik, ki ga je povzročila kristalizacija inzulina, kar pomeni, da aerogel res vsebuje inzulin. S TIR analizo smo dokazali značilni pik inzulina, ki se kaže pri 1630 cm na -1, kar pa se upada s pikom čistega inzulina. To pa je prikazano z zelenima puščicama. Tudi z absorpcijo dušika smo dokazali vsebnost inzulina, spet smo primerjali aerogel z inzulinom in brez.
ter ugotovili, da je specifična površina por res manjša, kar dokazuje, da se je v aerogel res vezal inzulin. Torej, z metodo in vitro sproščanja pa smo preizkušali, kako se obnaša sama tabletka v simuliranih pogojih želodca in črevesja. Torej, v USP2 napravo smo nalili pripravljeno tekočino, ki simulira pogoje v želodcu, to je SGF, in v črevesju, to je PBS, in potem v le-te dodali aerogele z vezanim inzulinom, ki smo ga z prejšnjimi metodami dokazali. Torej, potem smo v določenih časovnih intervalih odvzemali vzorce in spektrofotometrom merili absorbanco ter tako ugotavljali, koliko učinkovine se je sprostilo. Ti podatki so prikazani v tabeli na diapozitivu. Torej, glede na rezultate tega in DSC analize, ki dokazujejo prisotnost inzulina v aerogelu in nično absorbanco, v SGF sklepamo, da je inzulin zaščiten znotraj aerogela in se v kislem pH-ju ne sprošča. Torej, iz rezultatov analize vzorcev na UV spektrofotometrov, ki so prikazani v tabeli, pa smo ugotovili, da se iz alginatnih aerogelov sproštila manjša količina inzulina v simuliranih pogojih črevesja. To pa pomeni, da vse skupaj ni bilo najbolj optimalno, saj bi se inzulin moral sproščati kontrolirano. Ugotavljamo pa predvsem, da je težave povzročala detekcija inzulina v PBS in SGF zaradi uporabe UV spektrofotometra, ki ni dovolj natančna metoda, s katero bi lahko določili umeritveno krivuljo in posledično tudi potrebno količino inzulina in koliko inzulina bi se moralo sprostiti same tablete aerogela. Torej, po opravljenih meritvah lahko zaključimo, da in vitro testi sproščanja po USP2 metodi niso optimalni. V prihodnje bi tako morali preizkusiti druge metode sproščanja, da bi lahko ugotovili profil sproščanja inzulina iz aerogelov. Ena takih metod bi bila mikro-BCA metoda za analizo proteinov. V nadaljevanju raziskav bi tudi poskusili vezati večjo količino inzulina na aerogele, pa bi prav tako vezali čisti inzulin skupaj z antiproteinskimi encimi, saj smo sedaj uporabljali inzulin namenjen subkutanji uporabi, ki vsebuje različne dodatke, ki so povzročali težave pri raziskovanju. Torej, zaključimo lahko, da kljub temu, da mita nismo razrešili do konca, upanje ostaja in s tem tudi odprto raziskovalno vprašanje.